Zdravo, Michael sem s tabo in danes imam zate novo video učenje. Želim ti predstaviti znanje, ki bi moralo biti temelj vsakega, ki se ukvarja z energijskim razumevanjem človeka. In to je znanje o dušnih arhetipih. To so v bistvu notranje energijske sile, ki jih imamo ljudje znotraj sebe, ki jih nosimo znotraj sebe, ampak katerih večina ljudi nikoli ne aktivira. In začnimo zdaj s temeljno resnico. Temeljna resnica je, da velik del tvojega potenciala ni v tem, kar ti znaš, ampak je v tem, česar se še ti nisi niti spomnila, da znaš. Zapisi, ki jih imaš v sebi, ampak ne veš, da jih imaš in jih je treba aktivirati. In vsak človek nosi v sebi zelo velike dušne moči. Ampak večina ljudi teh velikih dušnih moči nikoli ne uporabi. Ne zaradi tega, ker jih ne bi imeli, ampak zaradi tega, ker jih nikoli dejansko ne aktivirajo znotraj sebe. Zato danes v bistvu ne bova govorila o tem, kako biti bolj pametna, kako biti bolj hiter v razmišljanju, kako biti bolj duhovno podkovana, ampak bova govorila o aktivaciji tistega, kar že obstaja v tebi, ampak samo trenutno mogoče spi. Okay. Kaj so dušni coaching arhetipi? Dušne coaching arhetipe si lahko predstavljaš kot notranje dušne module. Predstavljaj si jih kot sobe v tvoji zavesti, kjer živijo posebne moči. V svoji zavesti imaš sobe in v vsaki živi posebna moč. In vsaka ima svojo funkcijo. Naprimer, ena zna prebrati človekove resnične misli, tudi če človek teh misli ne izreče. Ali pa v drugi sobi je znanje, ki zna zaznati, kaj je celični spomin v nekem človeku, zakaj zadržuje neko bolečino. Ali pa ena soba ima znanje, ki zna priklicati energijsko podporo višjih sfer, takrat, ko je človek na zemlji izčrpan. Ali pa ena soba zna vplivati na potek dogodkov v življenju, še preden se zgodijo. In te sobe v tvojem umu so zaklenjene. S ključavnico. In dokler ne veš, kako odpreti te sobe, v katerih so te sposobnosti, ostanejo te sposobnosti neuporabljene. Zdaj pa zakaj imamo mi te dušne arhetipe? Zaradi tega, ker je tvoja duša starodavna in ni prišla na ta planet prazna. Tvoja duša ima v sebi mogočna vedenja, mogočna notranja vedenja, kako delovati v fizičnem svetu, kako delovati v energijskem vesolju. Ampak ko se mi na zemlji rodimo, večina teh vedenj izgine. Izgine pod navadami, ki se jih naučimo, pod družbenimi pravili, ki nam jih cepijo v glavo, čustvenimi ranami, ki jih imamo, omejujočimi prepričanji družbe, del katere smo. In tako hodiš v bistvu mogoče po tem svetu z najmočnejšimi orodji v sebi, ampak jih nikoli dejansko ne uporabiš. Zaradi tega, ker nisi bil naučena, da jih imaš, ker ti nihče ni povedal, da jih imaš v sebi. In jaz sem ta orodje poimenoval coaching arhetipi. Zaradi tega, ker se ponovadi aktivirajo takrat, ko mi poskušamo upravljati energijo. In energijo poskušamo upravljati takrat, ko poskušamo pomagati sebi oziroma drugim. Tako da takrat se aktivirajo ti arhetipi. In zdaj bi ti jih rad naštel, zato da boš razumela, katere sposobnosti imaš v sebi in čisto vse imaš ti v sebi. Okay? Prvi arhetip je v bistvu inkarnacijski coach. On prebere, zakaj je človek izbral neko inkarnacijsko telo, zakaj se rodi v nekem času in kraju. To je ena taka stvar. Drugi je, na primer, prizemljitveni coach. Vzpostavi ravnovesje med dušno energijo in realnostjo, v kateri človek živi. Pa je en arhetip, ki se imenuje hacker dušnih zapisov. Ta vstopi v globoke zapise in razkrije človekove usmeritve. Pa imaš planetarnega coacha. To je coach, arhetip, s katerim razumemo planet, na katerem živimo. Pa imamo duhovnega komunikatorja v sebi. To je arhetip, s katerim, ki prevaja duhovna sporočila naprednih bitij in pomaga kanalizirati napredna bitja. Pa imaš zavezniškega coacha, to se pravi coach, ki ti pomaga se povezati z drugimi civilizacijami. Coach preteklih življenj, arhetip, ki ti pomaga prepoznati in razrešiti sledi preteklih življenj. Ali pa duhovni arhitekt je arhetip, ki človeku pomaga sestaviti identiteto. Alkimistični coach znotraj tebe je v bistvu sposobnost, da ustvarjaš nove energije v življenju. Varuh časa, arhetip je arhetip, ki ti pomaga, da človeka peleš po časovnici nazaj in mu pomagaš resetirati čas. Ali pa energijski pogodbenik je arhetip, ki pomaga karmične pogodbe razdreti in sestaviti nove. Tkalec dogodkov je arhetip, ki ti pomaga pri ljudeh nove realnosti sestavljati, nove dogodke aktivirati. Vse to imaš ti v sebi. In kaj se zdaj zgodi, ko ti aktiviraš te arhetipe? No, tukaj pa postane zdaj stvar zelo zanimiva. Recimo, da ti kot duhovni coach delaš z nekom, ki trpi zaradi
rečemo, dolgotrajnega strahu. Okay? In logična razlaga zdaj pri tem strahu pač ne pomaga, oba vema, da včasih ne pomaga. Ne? In ti si v bistvu zdaj pri sebi aktiviral ali pa aktivirala arhetip energijskega programerja. To pomeni, da ti točno veš, kako ta strah ni več samo misel, ampak je v bistvu živ program v celicah tega človeka. In da moraš ti zdaj spremeniti ne samo klientovo mnenje o dogodku, ki mu povzroča strah, ampak tudi njegov biološki odziv. In se naučiš s točno določeno vibracijo preprogramirati njegovo telo ali pa njegov in prebudiš njegovo notranjo moč za terapijo, coaching terapijo, da se ta zapis prepiše. To je tak primer. Ali pa, dajmo še en primer. Še kak primer bi bil, rečemo, da nekdo ne more v življenju naprej. Ves čas ista zgodba, ista čustva, isti rezultati, skozi je ujet v cikl. In kot duhovni coach v bistvu lahko aktiviraš arhetip hekerja duše, ki ga imaš v sebi. In znaš prebrati, zakaj ta človek je zablokiran, zakaj je obstal v življenju. Ne? Ali pa mogoče nosi nepredelan spomin iz preteklega življenja, ampak ga znaš zdaj prebrati iz njegove aure. In veš, kako to energijsko razrešiti. Ne? In to ni v bistvu zdaj samo teorija, ne? To ni nek pogovor, ki ga delaš s človekom, ampak je zelo močno duhovno delo. Zdaj, zakaj večina ljudi na zemlji nima dostopa do teh arhetipov? Zaradi tega, ker živimo v svetu, ki te v bistvu uči, da se moraš učiti od zunaj. Ne, skozi ti nekdo govori, da moraš informacije od zunaj dobivati, ne pa da se jih spomneš od znotraj. In arhetipi, ko iščeš te odgovore, arhetipske, te moči, se nahajajo znotraj tebe. In ljudje na tem planetu iščejo informacije, ne iščejo pa aktivacij in to je njihova težava. To je napaka. Bolj kot mi potrebujemo novo znanje, bolj potrebujemo budne ljudi, ki imajo notranje sisteme zavesti že aktivirane. Ne, in to je tisto, kar lahko aktiviraš ti. In zakaj je na primer to pomembno ravno zdaj? Zaradi tega, ker ljudje ne iščejo več odgovorov v knjigah, ampak ljudje iščejo ljudi, ki jih lahko začutijo, ki jim lahko zaupajo, ki vidijo resnico v njih, ki jim ne dajo več samo nasveta, kaj narediti v življenju, ampak jim pomagajo odkleniti vrata znotraj njih, ki so bila leta in leta zaprta. In to zmoreš ti, naprimer, kot duhovni coach narediti samo, če si v sebi aktiviral oziroma aktivirala tiste funkcije, ki jih večina ljudi nikoli ne razvije. Darove, ki jih večina ljudi niti ne ve, da jih imajo. In kaj konkretno se znotraj tebe zgodi, ko ti aktiviraš duhovne arhetipe? Postaneš človek, ki zna druge ljudi sestavljati. Postaneš brskalnik časa. To se pravi, da znaš v ljudeh najti trenutek, ko človek izgubil samega sebe. Ali pa postaneš glasnik starih civilizacij, ko pomagaš ljudem preko naprednih informacij najti njihovo identiteto. Ali pa jim pomagaš razdeliti pogodbo, v katero so ujeti karmično, ali pa in se osvoboditi. To se pravi, ti postaneš nekdo, ki ljudem pomaga graditi nove resničnosti. Sebi ali pa drugim ljudem, ne? Še preden oni razumejo, kaj morajo narediti. Tako da, veš, to so arhetipi, ki so zelo pomembna sveta znanja. In če čutiš, da si na tem planetu, na planetu Zemlje, zdaj z nekim razlogom in da imaš neko poslanstvo, kjer lahko ti ljudem pomagaš, kjer lahko ti ljudem pomagaš aktivirati njihove sposobnosti in pomagati rešiti življenje in dati odgovore, ki jim nihče drug noče dati, in bi se ti rad tega naučila pri sebi aktivirati, potem si pripravljena, da stopiš na pot, na katero pa stopijo na planetu Zemlje zelo redki. In to je pot duhovnega coacha. Duhovni coach je potovanje, je človek, ki zna odklepati nekonvencionalne, globoke energijske zapise v ljudeh, zaradi tega, ker razume, kako deluje vesolje, ker razume, kako deluje planet, razume, kako deluje človeška energija in zna sestavljati te faktorje med seboj. Duhovni coach je nekdo, ki zna pogledati človeka in mu vidi v auro, vidimo v mentalno mrežo in zna preprogramirati njegove sisteme. Naprimer, jaz izvajam duhovne coachinge že dolg časa in sem se naučil razviti sposobnost, da vidim, iz katere civilizacije človek prihaja, kje ima čustvene blokade zapisane, tudi če mi jih ne pove, kje ima težke karmične pogodbe sklenjene, zakaj se je rodil ravno v tem času in prostoru, v katerem je tle zdaj na zemlji. Veš, to so vprašanja, ki jih ne moreš najti odgovore, na katerih ne moreš najti v knjigah.
In naredil sem tečaj oziroma duhovno šolo, ki se imenuje Duhovni coach, ki se začne 6. julija, zdaj zelo kmalu. In na njej bom streniral nove duhovne coache, prvo generacijo duhovnih coachov na tem planetu, zato da lahko izvajajo coachinge na levelu, na katerem večina ljudi nikoli ne bo razumela, kako energija deluje. Zaradi tega, ker midva ne rabimo zdaj samo nekih duhovnih učiteljev na zemlji, ki razumejo, kaj so čakre in razumejo, kaj je aura in kako dihati zlato svetlobo. Ampak rabimo ljudi, ki bodo dali konkretne odgovore, reševali konkretne travme, pomagali razumeti inkarnacijska vprašanja. Na vse, na praktično na karkoli. In poglej si na povezavi ob tem videu Duhovni coach program 6.7., ki imaš obširen opis, traja 14 mesecev preko spleta, vse se posname in na koncu dobiš licenco za duhovnega coacha, da lahko izvajaš duhovne coachinge naprej. In oskrbim te z absolutno obsežno skripto, znanji, videosebinami in seminarji v živo preko spleta. Tako da, če je zdaj nekaj v tebi zavibrirali, če so se ti starodavni dušni arhetipi začeli zbujati in čutiš, da hočeš iti po tej poti, potem si poišči več informacij o tem in se mi pridruži na tej šoli, katera lahko popolnoma spremeni smer tvoje inkarnacije in ti pokaže stvari o tebi, o katerih nikoli nisi niti pričakovala, da jih imaš. Tako da, želim ti, da aktiviraš dušne arhetipe znotraj sebe, da razvijaš maksimalno moč, s katero lahko potem zgradiš sebi najlepše življenje in pomagaš drugim ljudem, kakorkoli želiš. Imej se lepo in se vidimo kmalu. Čau.